Jaz bi želel se malo odzvati oziroma pokomentirati neurje, ki se je zgodilo pred 2 dnevoma, bom rekel, v vzhodni Sloveniji, tako tukaj del Koroške, Maribora, Slovenske Gorice, Prlekija, celotno Pomurje. Skratka neurje, ki ga ljudje v tistih krajih pravzaprav ne pomnijo, da bi v takšnem obsegu, kot se je to zgodilo zdaj, da bi se kdajkoli zgodilo. Skratka, tako veliko površino. In moj namen je, da iz tega mesta pozovem vlado, da nemudoma, da ne bom rekel takoj, začne z aktivnostmi pri vzpostavitvi aktivne zaščite proti toči. Tukaj mislim seveda ne samo s poskusi, ki se odvija v Mariboru z enim letalom, ampak da se sistemsko tega lotimo. Nesprejemljivo je, da bomo kar nemo spremljali, kako nam narava iz tedna v teden popolnoma uničuje naše premoženje. Skratka, to je eden ukrep, na katerem se je potrebno takoj začeti delati. Govorimo o teh letalih oziroma ali raketah ali karkoli. Skratka, ne sprejemam argumentov, češ ti ukrepi nimajo nobenega efekta, ker če teh efektov res ne bi bilo, potem se tega ne bi posluževali v sosednji Avstriji, in kjer efekti definitivno so. Drugo, kar se mi zdi pomembno, predvsem za Ministrstvo za kmetijstvo, je videti, kako omogočiti kmetijskemu sektorju, da na cenejši način lahko pride do teh zaščitnih mrež. Te zaščitne mreže so v Sloveniji izredno drage, tako da si kmetje preprosto teh investicij ne morejo in ne zmorejo privoščiti. In bi bilo potrebno videti, na kakšen način najti vire, kako pomagati slovenskemu kmetijstvu, da si v večji meri za temi mrežami zaščiti svoje pridele. Da vlada nemudoma takoj pošlje pomoč temu področju, namreč zavedati se je potrebno, da so nekateri pred 2 dnevoma drugič v zelo kratkem času bili prizadeti. Spomniti se je potrebno neurij v lanskem letu, ko so nekateri izgubili vse pridelke, ki so izgubili streho nad glavo, in tokrat se jim nekaterim zgodilo to drugič. Poznam primer v neposredni bližini Lipovec, kjer jim je lani torej z hiše vrglo celotno streho, so postavili, torej zgradili novo streho, in tokrat ponovno je to streho, novo streho vrglo 100 metrov stran na njivo. Tem ljudem je potrebno pomagati, in to takoj, ne čez 2 meseca, ne čez 3 mesece, ne čez pol leta, takoj. To je pravzaprav moj poziv vladi. Nemo spremljanje stroke na tem področju in zagotavljanje ali pa trditi tjaven dan, da se proti temu ne da narediti ničesar, to jaz preprosto ne sprejemam. Lahko zadevo primerjamo, ljudje smo se velikokrat z takšnimi in drugačnimi naravnimi nesrečami spopadli tudi z golimi rokami. In marsikdaj se je dalo tudi na takšen način marsikaj rešiti. Tako da nekih dejstev, češ, da se proti tej toči ne da ničesar narediti, jaz preprosto ne sprejemam, in tu država mora prevzeti svojo odgovornost in na tem področju nekaj narediti. Ker tako preprosto ne gre.